Na Blejskem gradu so na valentinovo odprli fotografsko razstavo Za vedno. Tokrat se v galeriji Stolp predstavljajo fotografi Sanja Despotovič, Nika in Grega ter videograf Miloš Miloševič. Fotografi in videografi so pomemben del ekip, ki poskrbijo za nepozaben poročni dan zaljubljenih parov. Kdaj vidva vesta, da bodo fotografije res dobre? V bistvu, kadar že čez sam poročni dan energija štima, se pravi, da se imajo ljudje zelo radi, da so vsi svatje prisotni in to energijo pač usmerijo v par in se čez cel dan že čuti, da pač je to. V bistvu ni pomemben noben drug detajl, niso pomembne, kje so rože, kakšen pribor je, ampak samo pač, da se imajo ljudje radi. Pa da so vsi sproščeni, no? Tako. Še to, da so vsi sproščeni, takrat veš, da bojo fotografije super izpadle. V bistvu, ker se ljudje prepustijo, no? Tudi celotnemu teku dneva prepustijo se nam fotografom in pač kar se zgodi, se zgodi. Kako se lotim, da je zgodba drugačna? V bistvu se že svati odločijo, kakšna bo zgodba, ker ko prime oče mikrofon, sestra, vsi svati recimo, nekdo od svatov že, to je del zgodbe, ki jo pač jaz rabim, potem dam eno glasbo, tako umirjeno, ko je bila recimo danes in zgodba narejena. Jaz se prepustim vsaki poroki posebej, to pa Bled grad vsakič drugače pokazan, glede zahvale vseh govorov, tako da vsi, da bom rekel tako, govori so dobrodošli, v bistvu bi rekel, to more pač biti na poročni dan. Tudi se strani mladoporočencev, ne pa prič in staršev, ampak tudi mladoporočenci morajo nekaj reči, ker čez 20 let ta glas ni ga v videu, ne? Ampak bi ga pa težal, pa ne moreš nazaj prevrteti stvari. V kakšni meri fotograf svojo energijo vpliva na poročni par? Jaz bi rekla, da zelo. Fotografi nismo samo tisti, ki klikamo, pa gledamo skozi objektiv, pa lovimo stvari. V veliki meri ja, ampak smo pa tudi tisti, ki moramo prinesti eno energijo s sabo, zato da se oni sprostijo in da jih lahko vodimo malo v ta proces, da se lahko sprostijo. Ker najhujše stati pred fotoaparatom, a ni? Tako da, ja, mislim, da je to ena izmed zelo takih fajnih vrlin, če jo fotograf ima. Moram reči, da sem zelo počaščena, da sem danes tukaj. Moram reči, da se na gradu počutim kar malo kakor doma. Na gradu je tudi ena taka energija, taki ljudje, da se zmeraj zelo rada vračam. In ja, veliko mi pomeni. No. Ne vem, lahko bi rekla, da vsakič, ko pridem nazaj na grad na poroko, pridem sem s takim navdušenjem, da pač je to očitno neka stvar, ki upam, da bom imela priložnost jo dolg obiskovati. No. Na Blejskem gradu so lani organizirali 25 poročnih obredov, 14 civilnih in 10 simboličnih, ter eno obnovo za obljub. Največ parov je prišlo iz tujine. Res je to tradicionalna ponudba, produkt Blejskega gradu oziroma Zavoda za kulturo Bled že leta in leta. Vmes se je seveda treba prilagajati, prihajajo nove generacije z novimi idejami, željami, moramo ostati aktivni in pa seveda atraktivni na trgu, tako da pri tej transformaciji smo zelo uspešni, to kažejo številke in smo izredno tega veseli, tako da danes moram pa reči, da je bil to tako lep dogodek, ki pritiče pač takim slovesnostim, kot je pa poroka. Med porokami je vedno več tudi slovenskih. Darja Pretnar, koordinatorka porok na Blejskem gradu, o razlogih za to. V bistvu najbrž del tega gre zasluga socialnim medijem, to se pravi promocijam na socialnih medijih. Zadnji 2 leti delamo tudi redne kampanje. Kot ste videli zgoraj, je v bistvu tudi ta RTM, Rad te imam točka, tako da promoviramo Bled kot neko lokacijo, kjer se dogaja ljubezen. Mislim pa, da se zmeraj bolj pari tudi otrešajo tega strahu pred Blejskim gradom, da bi bil nekaj preveč luksuznega, nekaj, kar je rezervirano za tuje pare. Tako da opažamo, da so pozitivno presenečeni nad tem, kako prijetna lokacija je in konec koncev tudi, da je sprejemljiva za vsakogar. Razstava Za vedno bo na Blejskem gradu v galeriji Stolp na ogled do 28. marca.